imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre in dragi bratje, vi, ki ste tukaj, smo tukaj zbrani v tej kapelici dvorca na Okroglem, in vsi vi, ki ste z nami po valovih Radia Ognjišče, lepo pozdravljeni pri tem zahvalnem bogoslužju ob stoletnici Zveze slepih in slabovidnih Slovenije, in vam želim, da bi danes še prav posebej milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha bila z vami vsemi. In s tvojim duhom. Veselite se, spopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru. In Bog ljubezni in miru bo z vami. Te besede apostola Pavla smo zbrali za začetek zahvalne svete maše slepih in slabovidnih Slovenije. Tukaj, kot je gospod Nadškof povedal, v dvorcu Gradiča na Okroglem smo zbrani in tukaj se spominjamo tistih, ki so po prvi svetovni vojni imeli težke čase, ko so se soočali z izgubo vida, hkrati pa so čutili v sebi moč in željo, da ne bi pristali na robu družbe, da se ne bi smilili ljudem, ampak bi s svojo aktivnostjo pripomogli k temu, da bi živeli čim bolj aktivno, in dobri ljudje so jim ponudili roko v pomoč. Tako se slepi in slabovidni v tej smeri prizadevamo že 100 let. In kako je lepo, da smo iz te kapelice, v kateri je maševal monsignor Tomo Zupan, zdaj povezani s širnim svetom, po valovih Radia Ognjišče, Radia Vatikan in preko spleta Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Povezani smo v hvaležnosti Bogu, ki je z nami v vsakršnih okoliščinah, v hvaležnosti vsem dobrotnikom, našim prijateljem, sopotnikom, sodelavcem, živim in rajnim. V hvaležnosti Radiu Ognjišče, ki ima v svojem programu že vrsto let oddajo za slepe Luč v temi. Tako v siju božje in človeške luči zmoremo pogumno hoditi tudi v temi. In hvaležno pozdravljam vas, gospod Nadškof, ki ste z nami darovali prvo zahvalno sveto mašo svetih in slabovidnih in ste nocoj ponovno z nami, ko smo za ta namen zbrani 11. Prijazen pozdrav tudi vam, stalni diakon gospod Ferdo Rus, ki boste sodelovali pri tem našem lepem bogoslužju. Hvala za te prijazne, pozdravne uvodne besede in sedaj vsi skupaj prosimo najprej Gospoda, naj nam odpusti naše grehe, da bomo lahko na to svete skrivnosti vredno obhajali. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Dobry Bóg, svoje ľudstvo v preiskušniach rád uslyšuješ in mu pomágaš. Zachvaľujemo se ti za dobrote, ki si nam ich iskázal. In te prosimo, še naprej nas varuj vsega hudega, da ti bomo s veseljem služili. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Synu, ki s teboj v občestvu Svetega Ducha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite globoko usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kdo proti komu kaj pritožiti. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa najbolj ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu. In bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih, hvaležno prepevajte Bogu in vse, karkoli delate v besedi ali dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Na zelenih pašnikih
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas. Ostanite v moji ljubezni. Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostal v njegovi ljubezni. To sem vam rekel, da bo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas ljubil jaz. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo svoje življenje da za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako izvršujete, kar vam jaz zapovedujem. Ne imenujem vas več služabnike, zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz izvolil vas in postavil, da pojdete in obrodite sad in vaš sad ostane. Da vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani gospod predsednik Zveze slepih, drage sestre in dragi bratje, vsi, ki smo tukaj skupaj zbrani, pa vsi, ki nas poslušate po radijskih valovih, dragi prijatelji. Evangeljski odlomek, ki smo mu prisluhnili, je vzet iz Jezusovega dolgega poslovilnega nagovora pri zadnji večerji. V njem Jezus govori o ljubezni, ki jo zapušča in naroča svojim učencem, naj ostanejo v njej. To je zelo posebna vrsta ljubezni. Ni čustvena ljubezen, čeprav čustev ne izključuje. Gre predvsem za posebno vrsto hotenja, volje, želje glede drugih. To je ljubezen, ki drugim brezpogojno želi dobro, samo dobro in nič drugega, kakor dobro zanj. To je ljubezen, ki jo ima nebeški Oče najprej do Jezusa. Jezus pa jo razširja tudi na nas in vabi, da se mu v tej ljubezni pridružimo. Naša naloga pa je, da tudi mi v tej ljubezni ostanemo, da drugim želimo dobro. Monsignor Tomo Zupan, ki je slepim zapustil to posestvo in ta dvorec, v katerem smo danes zbrani, je to storil zato, ker jim je želel in nam še danes želi dobro. Kako daleč naj to gre, pa je Jezus pokazal svojim zgledom do darovanja svojega življenja. To je merilo Jezusove ljubezni do nas, ki postane merilo naše ljubezni do drugih. Če bi vsi izpolnili to zapoved, bi se naš svet temeljito spremenil. Vsi bi postali Jezusovi prijatelji in prijatelji med seboj. In prijatelji si vse povedo, pravi Jezus. Nimajo zahrbtnih namenov, kakor tudi Jezus nima nobenega zahrbtnega namena z nami. Nismo njegovi služabniki, njegove sluge, ki bi jih izkoriščal, ampak prijatelji,
s katerimi deli vse, tudi tisto najdragocenejše, kar ima. To pa je očetova ljubezen in veselje, ki ga prinaša prav ta ljubezen. Pravega in trajnega veselja si ne moremo obetati od potešitve sebičnih želja, ampak veselje, ki ga prinaša darovanska ljubezen do bližnjega. Pomislimo samo na veselje, ki ga ima mati, ko se z veseljem žrtvuje za svojega otroka, ali na veselje, ki ga ima prijatelj ali prijateljica, ko nekaj naredi za svojega prijatelja ali prijateljico. Vsi vaši spremljevalci in dobrotniki, ki vam pomagajo nositi vaše težave, poznajo to veselje. To je Božje veselje, ki ga ima tudi Jezus in ga želi tudi nam. V to veselje nas vabi, za to veselje nas je izbral in poklical vse tiste, ki velikodušno stojijo ob strani vsem bratom in sestram, ki jih potrebujejo. Iste misli se ponovijo v današnjem berilu, ki smo mu prisluhnili, in je odlomek iz pisma, ki ga je pisal apostol Pavel kristjanom v mestu Kolose v današnji Mali Aziji. Spominja jih, da so tudi oni izvoljeni izbranci. Vsak kristjan je izbranec, izvoljenec. V Stari zavezi so na to čast bili ponosni Izraelci, ki so bili člani izvoljenega ljudstva. V Novi zavezi pa je Božji izbranec vsak, ki sprejema Jezusa Kristusa za svojega učitelja, pri katerem se uči Božje ljubezni. S tem namenom se da krstiti, sleče starega človeka, kateremu ukazuje grešna sebičnost, in obleče novega, ukrojenega po meri samega učlovečenega Božjega Sina Jezusa Kristusa. Zato take imenuje Pavel svete. Prvi kristjani so se imeli za svete in so se tako tudi imenovali, kako nam kaže tudi današnji odlomek. Pavel pa to misel še dopolnjuje, ko pravi, da se moramo zato tudi osebno prizadevati. Veselje nad tem, da smo izbrani in izvoljeni, nas ne odvezuje od dolžnosti in truda, ki nam jih ta izvolitev nalaga. Iz Pavlovih besed se da razbrati, da nam vsakdanje težave medsebojnega sožitja in sodelovanja dajejo obilo raznovrstnih priložnosti, da se tako, kako se napev sestavi iz različnih glasov, tudi ljubezen sestavlja iz različnih glasov, ki se dopolnjujejo. In kaj so to? Pavel našteva: ljubeznivost, nežnost, potrpljenje, miloba, usmiljenje, odpuščanje, naklonjenost, dobrohotnost, razumevanje in še bi lahko naštevali. Vse te pozitivne oblike naklonjenosti sestavljajo skupaj eno samo melodijo, ki se imenuje ljubezen. K temu pa Pavel dodaja še troje. Prvič, mir. Ljubezen prinaša mir, kar seveda ni treba posebej utemeljevati. Drugič, medsebojno spodbujanje, opogumljanje, navduševanje za dobro. Tega tolikokrat potrebujemo, da nas drugi spodbujajo k dobremu. Če imamo koga radi, nam ni vseeno, ali napreduje v dobrem, ali pa nazaduje. In da tistega najboljšega v sebi, svoje kreposti, ne razvija
in ne izpopolnjuje. Zato k temu in zato potrebuje našo spodbudo, začenši z našim zgledom. In končno, Pavel dvakrat v besedah, ki smo jim prisluhnili, poudari pomen zahvale, da se naj zahvaljujemo. Ker smo slišali to Pavlovo naročilo, naj se zahvaljujemo, naj s hvaležnostjo prepevamo v svojem srcu, smo se danes tukaj zbrali pri tej zahvalni sveti maši. Da bi tudi mi danes tukaj hvaležno prepevali Bogu v svojih srcih in bi se nam v tej zahvali tudi vi vsi pridružili in bi svojimi glasovi v zahvalo za 100 let društva, v zahvalo za monsinjorja Toma Zupana, ki je slepe izbral za svoje dediče, v zahvali za vse dobrotnike, prijatelje, spremljevalce in sodelavce, za vse in vsem hvala. Amen. Sedaj pa, drage sestre in dragi bratje, združimo svoja srca v skupno molitev. Gospod Jezus, okrepi papeža Frančiška, vse škofe in duhovnike, zdarovi in sadovi Svetega Duha, da bodo vedno in povsod govorili jezik ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Trojedini Bog, prosimo te za mir in lepo sodelovanje v naši domovini in po svetu. Prosimo te, usliši nas. Zahvaljen Bog za 100 let naše zveze. Razsvetljuj vodstvo Zveze in Društev slepih slabovidnih Slovenije, da bodo modro skrbeli za blagor ljudi z okvaro vida. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, blagoslavljaj velikodušne ljudi, ki nam slepim in slabovidnim podarjajo svojo roko, svoje oči, svoj glas in svoj čas. Prosimo te, usliši nas. Jezus, vsako leto nas povabiš, da se združimo v hvaležnosti pri sveti daritvi. Naj bo to srečanje vir poguma, upanja in veselja za nas in prihodnje rodove. Prosimo te, usliši nas. Sveta Marija, Božja in naša mati, uči nas in varuj nas človeških zmot. Prosimo te, usliši nas. Gospodar življenja, prosimo te za monsinjorja Toma Zupana in vse naše dobrotnike, prijatelje, sodelavce in spremljevalce, ki so se preselili v večnost. Naj bodo popolni deležni tvoje ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Ti
bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, za prejete darove ti opravljamo zahvalno daritev. Dal si nam jih v svoji dobroti, prosimo te, naj jih vse uporabljamo v tvojo slavo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo in pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Podobi se in pravično je. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice tebi ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte, od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vjera. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš s nami. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajanja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v nje jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
Najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, v škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, članice in člane Zveze slepih, vse njihove dobrotnike, prijatelje in spremljevalce in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Zdaj pa vsi skupaj v zavesti, da smo Božji otroci, kličimo Boga za svojega očeta in molimo, kot nas uči sam Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno prosti greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Jezus nam obljublja svoj mir, mir, kakršnega svet ne more dati. Zaželimo si ga tudi mi drug drugemu in si drug drugemu pokažemo svoje prijateljstvo in naklonjenost. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. K
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Vsemogočni Bog, poživil si nas tem kruhom življenja in nas rešuješ grehov. Pomagaj nam, da bomo vedno bolj zaupali v nebeško srečo. Po Kristusu našem Gospodu. Dragi vsi, hvala, da ste z nami, kjerkoli nas gledate in poslušate. Našli smo nov način, da smo lahko skupaj. Nov je tudi način sporočanja, a bistveno je eno. Geslo, ki je za naše zahvalne maše in ki odpira srca že 10 let, je ostalo isto. To je radost vzajemnosti in lepota hvaležnosti Bogu in ljudem. Hvala vsem, ki nam vzbujate hvaležnost in naj nas hvaležnost združuje še vsaj 100 let. Gospod z vami in s tvojim duhom. Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Amen. Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi. Spremlja naj vaše delo, da se boste vedno hvaležno veselili sadov Božje dobrote in svojega truda. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče
in Sin, in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Vsak prvi teden v juniju je posvečen slepim in slabovidnim. To pomeni, da želimo opozoriti ljudi na nase, na svoje posebne potrebe in morebiti na zmožnosti, ki so nam ostale. Je pa to tudi priložnost, da se zahvalimo vsem, ki živijo z nami, naši družinski člani, prijatelji, prostovoljci, delavci, ki so posvetili svojo poklicno kariero pomoči in trudu za nas, da jim izrečemo iskreno hvala. Danes smo že slišali, da je pred 100 leti skupina slepih in slabovidnih ljudi sklenila, da ni dovolj samo čakati, kaj bodo usmiljene duše storile za pomoč slepim in slabovidnim, ampak da morajo tudi sami postati aktivni, povedati, kaj želijo, se sami potruditi tudi za izobrazbo, za spretnost, za delo, s katerim bi se lahko preživljali in da ne bi bilo potrebno beračiti po cestah, kot je tedaj za večino slepih bil primer. Pomemben del je seveda bil takrat angažirati, poiskati slepe, slabovidne in ta del ostane tudi še naša naloga, kajti ko človek izgubi vid, navadno ni posebno podjeten, le redki
redkim je to v spodbudo, da se lotijo življenja še z večjo energijo kot prej. Večinoma pa nas prevaja neka žalost in pa morda celo zamera do drugih ljudi. Tu pa nastopi potem velika težava pri sprejemanju pomoči drugih in pa seveda tudi vračanju te ljubezni. Kajti dovolj samozavesten človek lahko dobrohotno sprejme pomoč drugih in tudi vrača po teh svojih močeh nazaj ljudem, s katerimi živi in je v stiku. Zato je seveda zelo pomemben del našega življenja tudi duhovnost in jaz sem zelo vesel, da se skupina naših članic in članov aktivno trudi, da bi tudi v naše domove in pa v našo sredino ta duhovnost v večji meri prihajala. Seveda smo hvaležni tudi vsem, ki nam tako ali drugače pomagajo. Slišali smo danes, monsignor Tomo Zupan nam je zapustil celo posestvo, da bi si pomagali z dobrim vodenjem le-tega do boljše izobrazbe slepih in pa morda do nastanitve tistih, ki te možnosti ne bi imeli. Jaz upam, da bomo uspeli najti skupen jezik z vrhom države, ki se je pred nekaj leti odločila, da nam gozdovi in njive niso v prid in da bodo bolje koristili, če jih bo vodil sklad gozdnih in pa kmetijskih zemljišč. Mi smo prepričani, da smo tudi sami sposobni korektno in dobro upravljati, samo možnosti moramo imeti. Na koncu naj se zahvalim tudi gospodu nadškofu Stresu in seveda Rimokatoliški cerkvi, ki omogoča to duhovno življenje in bogatenje vsem nam. Hvala lepa.